Hej folk! Zadnje čase se po internetu na polno govori o predlogu novega zakona o medijih, ki je po mnenju nekaterih popolna prepoved influencerjev in zatiranje svobode govora. Po mnenju predlagateljev pa čisto zdravorazumska ureditev odprtih vprašanj glede novih oblik komunikacije. In kje je resnica? No, nažalost vam tega ne morem povedati 100% gotovostjo, ker nisem poklicni pravnik, ampak sem pa amaterski pravnik. In kot tak sem se odločil pogledati to zadevo in ji priti do konca, kolikor je le možno s tem, kar imam na voljo. Kar je spet zelo malo. Po internetu kroži peticija proti temu zakonu, ki mi jo je prva poslala Zala Klopčič, ki je drugače prej nisem poznal, tako da ne vem zares čisto s čim se ukvarja. Sklepam, da je verjetno kakšna OnlyFans ustvarjalka, glede na to, da sem lihkar imel video o njih. In me je verjetno tam videla, ko rečem, da lahko imamo kakšen kolab. No, čeprav vidim, da je tudi napovedana na enem streamu od Perota, tako da mogoče bila na kakšni kmetiji, ali kaj. A ja, ne, politična komentatorka je, moj bog, se iskreno opravičujem OnlyFansicam. No, ampak šalo na stran, pejmo si pogledat njeno peticijo. Ja, vso moč volje mi je vzelo ne iz tega narediti AI komad. Vlada je 31.12.2024 potrdila nov zakon o medijih, ki bo konkretno zamajal svobodo govora in neodvisnost medijev. Ne, ni ga potrdila, ampak je potrdila predlog. Ni največji kiks na svetu, ampak je. Čeprav po drugi strani, to, da so ga predlagali točno na Silvestrovo, je tudi malo sumljivo, kaj ni? Kot da ne bi hoteli, da ga preveč folka opazi. 10, 9, predlagam ta zakon. Ne, kaj? Nič, 5, 4. Po novem bo medij vsak, ki prek neke platforme širi svoje informacije, svoje mnenje ali izobražuje sledilce. Tako se bodo v razvid medijev morali vpisati vsi podcasterji, vplivneži, vlogerji in ostali. Vpis v razvid pomeni, da bo posameznik moral upoštevati vse akte, ki se na zakon navezujejo in so tudi zelo zapleteni za razumevanje. Vsak, ki bo v razvidu, bo moral svoje vsebine fizično arhivirati za določeno časovno obdobje za primer nadzora inšpektorja. Glede tega so mnenja nekam deljena. Ministrica Asta Vrečko, recimo, razlaga situacijo tako. Vplivneži so definirani zelo jasno, kaj so, in mediji tudi. Vsak vplivnež absolutno ni medij. Kar je samo še manj jasno, iskreno, ker če vsak vplivnež ni medij, kaj ne potem iz tega sledi, da eni so zgleda lahko. Taka zmeda je nastala tukaj, da mi ne ostane drugega, kot da se obrnem na najbolj zanesljiv vir informacij v Sloveniji. Resnica boli. Oboje je storitev. Ta je specificiran na digital, ta pa na vse ostale medije. Nikjer v zakonu ne piše, vplivneži niso in ne morejo biti mediji. Boris pa pravi, da so vplivneži lahko mediji. In če grem pogledat definicijo vplivneža in medija v predlogu zakona, moram res priznati, da je definicija medija res dovolj široka, da bi vplivneži teoretično lahko padli notri. Imajo potem Boris in Zala prav? Ne. Vsaj mislim, da ne, no. Čeprav so definicije v zakonu res nekam ohlapno zapisane, so še vedno medij in vplivnež definirani ločeno. In nikjer v zakonu ni napisano, da vplivneži spadajo dejansko med medije. Sem se posvetoval z dr. Ano Čertanec iz podcasta Vešči prava in pa Blažem Šabederjem, študentom prava, in oba so se strinjala, da taka interpretacija, da so vplivneži tudi mediji, ni smiselna. Tako da ne, vplivnež ni medij. Ampak po drugi strani se mi pa zdi precej smiselno to, kar je na Marcelu rekel Marko Milosavljević. Mislim, na oddaji Marcel, ne prav na njemu fizično.
Zakon, če ga beremo seveda dobesedno, ne omogoča takšne interpretacije, da bi bile Tina Gaber in pa Zala Klopčič medij. Je pa res, da je v določenih pogledih tudi ta zakon napisan ohlapno in da se seveda v tej državi lahko hitro najde kakšen bodisi inšpektor ali uradnik recimo na AKOS-u ali kakšen drug odgovorni organ, ki si bo stvari interpretiral nekoliko kreativno, nekoliko po svoje, včasih politično motivirano. Tako da, ja, 100 točk peticija nekam brcne mimo, ampak po drugi strani je zakon res pisan nekam ohlapno, tako da, ajde, jim ne zamerim preveč. Dalje! Nejasno je tudi zapisano, kdo sploh je vplivnež in dopušča možnost, da smo to lahko pravzaprav vsi, ki karkoli objavljamo na socialna omrežja. Ok, tukaj postanejo stvari zanimive, ker ministrica Asta Vrečko je na Odmevih povedala tole. Ni pa vsak uporabnik spleta tudi vplivnež. Vplivnež je tisti, ki želi svojo dejavnost monetizirati. Kar bi bila smiselna interpretacija, iskreno. Vplivnež je nekdo, ki je za svoje objave tako ali drugače plačan. Tudi pogovorno, ko rečemo influencerka, je prva slika, ki nam skoči na pamet, neka bejba, ki nam na Instagramu prodaja svoje kremice. Tako da ta definicija bi bila, če vprašate mene, super, ampak nažalost je v zakonu malo drugačna. 3. člen, 15. točka. Vplivneži so ustvarjalci spletnih vsebin, ki objavljajo na spletnih platformah ali platformah za izmenjavo videov ali zvočnih posnetkov in katerih namen je z objavami vplivati na družbo, javno mnenje ali osebno mnenje posameznikov in javnosti, ter katerih objave imajo lahko tudi ekonomski interes z namenom monetiziranja vsebine. Imajo lahko tudi ekonomski interes. Torej sploh ni nujno. Po tej definiciji je kdorkoli, ki je kdaj kaj kam javno objavil, naenkrat vplivnež. Tlej ima dejansko peticija bolj prav od ministrice, ki je zakon predlagala. Sicer to zdaj ni več bistvenega pomena, če vplivneži niso mediji, ampak še vedno, točka za Zalo. Za vse medije bo prepovedano vsakršno javno širjenje vsebin, ki spodbujajo sovraštvo, nasilje ali diskriminacijo. Sliši se odlično, vendar v praksi bodo sankcionirani samo oblasti nenaklonjeni posamezniki. Primer, če bo kdo kritiziral delo vlade, je to lahko že prekršek. Brez tega primera bi mi bil dosti boljši point, iskreno. Kritiziranje vlade me ne skrbi osebno, ker je za upravljanje politikov dosti manj zaščit kot upravljanje običajnih državljanov. Po drugi strani pa že obstajajo zakoni za prepovedovanje tako imenovanega sovražnega govora. Kar pa ta zakon naredi, je da da dodatna pooblastila inšpektorjem in jih pooblasti, da nadzirajo tudi vplivneže. Torej lahko pričakujemo večjo državno represijo sovražnega govora, ki če pogledamo situacijo v Veliki Britaniji, na primer, kjer dobivajo ljudje zaporne kazni zaradi objavljanja nesramnih mimov, ni nujno najboljša zadeva. Tle ima peticija delno point. Če imate torej vpliv, ki pa ni nikjer točno opredeljen in se ne vpišete v register, ste avtomatsko v prekršku. Če pa se vpišete v razvid, ste pa pod konstantnim subjektivnim nadzorom države, ki odloča o morebitni spornosti vaših objav. Spet kot rečeno, ne verjamem, da se bo treba po novem vpisovati v register medijev, tako da ta point mi je precej mimo. Zakon bo vplivneže močno obremenil z birokracijo in jim konkretno otežil delo in zaslužek. Poleg tega zakon določa strogo označevanje oglasov ter hkrati prepoveduje oglaševanje na medijskih platformah, kar je čisti paradoks. Tukaj pa stvari postanejo kar precej zanimive. Ne bom šel čez vse novosti, ki jih zakon prinaša za influencerje, ampak tukaj je nekaj bolj kritičnih delov. 58. člen. Posebne zahteve in omejitve pri oglaševanju. V medijih je prepovedano prikrito oglaševanje, ki bi lahko pri bralcu, poslušalcu ali gledalcu vzbujalo vtis, da gre pri objavljenem oglasu ali drugi plačani objavi za uredniško oblikovano programsko vsebino oziroma novinarski prispevek. Za prikrito oglaševanje sta odgovorna naročnik objave in odgovorni urednik. V primeru prikritega oglaševanja velja domneva, da je bilo storjeno z namenom. Dokazno breme, da ne gre za prikrito oglaševanje, je na strani odgovornega urednika. Zdaj, prikrito oglaševanje res ni lepa stvar in jaz osebno se ne grem skoraj nikoli.
Ampak kar mi je najbolj zaskrbljujoče, je pa to z dokaznim bremenom, ki je tukaj obrnjeno. Torej, če ti inšpektor reče, da si prikrito oglaševal izdelek, je zdaj na tebi, da mu dokažeš, da ga res nisi. Kako? Vzamemo za primer Perota, že ki ga imam tle odprtega. On je dal zdaj ven stream, prvič probam rok, ki je neka pijača, če prav razumem. Kako na svetu bi lahko on dokazal, da to ni bil oglas? Ok, lahko pokaže bančne izpiske, da ni dobil nobenega nakazila od njih, ampak to ne dokaže nič, ker še vedno so ga lahko plačali na roke. Lahko pokaže svoje maile in SMS-e, da ni nič komuniciral z njimi, ampak tudi to ni dokaz. Še vedno so lahko kje drugje si pisali ali pa se dobili v živo. Dobesedno ne vidim načina, kako dokazati, da nek izdelek ali storitev v tvojem videu ni prikrito oglaševanje. Tako da inšpektorji lahko tukaj v nedogled nadlegujejo nekoga, ki je samo naredil review nečesa ali pa se z nekim izdelkom hvali. In to ni edino, kar je prepovedano. Z oglasi ni dovoljeno prizadeti spoštovanja človekovega dostojanstva, ko so dolg čas, spodbujati nasilja ali sovraštva do skupine oseb ali člana take skupine na podlagi spola, rase, barve kože, etničnega ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika. Jezikovnim šolam zgleda ni več dovoljeno biti hecne v oglasih. Vere ali prepričanja, političnega ali drugega mnenja. Čakaj, pol če delam reklamo za neko Bitcoin menjalnico, se ne smem hecati s folka, ki ga ni kupil, ker so za Kordiša. Kaj? Pripadnosti narodnostni manjšini, premoženja. O, dej no, kaj? Rojstva. Ne, res, kaj? Invalidnosti, starosti. Ne smemo se hecati v oglasu iz tega, kako so froci glupi. Ampak če so! Spolne usmerjenosti ali državljanstva. Ok, ta del je bil bolj za zabavo kot za res, ampak potem pa imaš ta člen. 62. člen. Zahteve in omejitve pri sponzoriranju. Vsaka sponzorirana programska vsebina se jasno označi kot takšna z navedbo sponzorjevega imena ali njegovega znaka. Sponzor ne sme vplivati na sponzorirane programske vsebine in njihovo umestitev v mediju ter s tem omejevati uredniške neodvisnosti medija. To se mi zdi malo nepotrebno strogo, ampak ok, pol pride pa ta del. Sponzorirane programske vsebine ne smejo spodbujati prodaje oziroma nakupa ali dajanja v najem izdelkov ali storitev sponzorja ali tretje osebe, še posebej ne s posebnimi predstavitvami teh izdelkov ali storitev. Kaj? Čakaj, sponzorirane vsebine ne smejo biti reklama. Kaj je pol točno poanta tega, da nekoga sponzoriraš, tvoje veselje ali kaj? Kako lahko to sploh deluje, da predstaviš nek izdelek v svojem videu, brez da spodbujaš folk, da ga kupi? Kaj, moraš za vsako stvar takoj reči, kako je za en kupac? Tako si predstavlja vlada, da bi mogli izgledati sponzorski oglasi po novem. Tu je moj čudovit sponzor Uvi, s tem stolom, ki je nekaj najgršega, ki sem kdaj videl in ima vonj po crkovini. Sedenje na njemu je bolj neprijetno, kot uporabljati kaktus za analni čep, tako da se ga široko izogibajte, če vam je življenje ljubo. Hvala Uvi za to priložnost izkusiti pekel, zdaj pa gremo naprej z videom. Pač jaz ne štekam, kaj so te ljudje blesavi ali kaj se tle dogaja. A ja pa, če koga zanima, kaj za njih šteje pod sponzoriranje? Sponzoriranje je katerakoli oblika prispevanja k financiranju programskih vsebin strani fizične ali pravne osebe, ki to stori z namenom promocije ali uveljavitve svojega imena ali firme, dejavnosti, izdelka ali znamke oziroma svoje podobe v javnosti. Vse je sponzoriranje! Karkoli ti kdo prispeva in ti to kje omeniš pozitivno, je sponzoriranje in prepovedano. Ok, primer. Recimo, da me Brgant in Papič povabijo na premiero njihove predstave Fejmiči in mi podarijo vstopnico. In recimo, da je bila premiera dejansko dobra, pač malo uporabimo domišljijo, in jaz po njej napišem, ful je bilo cool, priporočam. Po temu predlogu zakona lahko fašem inšpekcijo. Ker sem dobil zastonj vstopnico, financiranje in rekel, da jih pejte pogledat, spodbujanje, da kupite njihovo storitev.
Kaj me ti je? Pa kaj so te ljudje neumni, ali kaj? Ker druga opcija je, da je to načrtno in hočejo, da so vsi vedno v prekršku. Zato, da se lahko potem oni selektivno odločajo, komu poslati inšpektorje in komu ne, na podlagi tega, kdo jim je všeč. Update, tukaj me je Ana Čertanec iz podcasta Vesti prava obvestila, pa to ni sponzorska objava, da je to drugače zakon, ki je že do zdaj veljal za medije in bo zdaj samo razširjen tudi na vplivneže. Kar pomeni, da se bo verjetno dalo še naprej nekako oglaševati, samo bo zdaj to ful bolj zbirokratizirano in zapleteno. In seveda ti bojo že za majhne napakice grozile visoke kazni. Super, pa točno to smo rabili, kako so vedli? In okej, to je bila resnica o zakonu o medijih, kot ga jaz vidim. Še enkrat, nisem poklicni pravnik, ampak sem se res trudil biti čim bolj nepristranski in to je najboljša interpretacija, ki sem jo uspel spraviti skupaj. Osebno ne bom podpisal te peticije, ker se mi na splošno zdijo malo glupe, ampak vseeno, če je koga prepričala od vas, bom dal link v opis in v komentar. Še enkrat lepa hvala Blažu Šabedru in Ani Čertanec iz Vešči prava za pomoč. In pa hvala vsem, ki boste lajkali ta video, da YouTube vidi, da je bil koristen in ga pokaže še komu. Za več njih pa se naročite na moj kanal in se vidimo v kratkem. Ajde, čau! Ali izobražuje sledilce, tako se bodo v razvid medije v morali upisati vsi podcasteri.